Ta trenutek smo eden izmed bolj vročih slovenskih startupov. Rastemo izjemno hitro. Trudimo se pridobiti dodatna sredstva, da bomo lahko to rast nadaljevali še v prihodnje. Definitivno v 5 letih je Olo Audio ena izmed ključnih blagovnih znamk v pro audio industriji in najverjetneje ne zgolj z slušalkami. Najbolj enostavno je tako, da imaš odličen produkt. Druga zadeva je ta, da si izjemno komunikativen, odprt in se jih ne smeš bati. To je največja poanta. Vedno vsak startup, ki želi pristopiti do velikih zvenečih imen, se mora tega zavedati. Vsi so samo ljudje, vsi imajo e-maile, vsi imajo Facebooke, Instagrame in tako naprej. Pošlješ mail, sporočiš, kdo si, kaj želiš, jasno poveš, kaj želiš v zameno, in probaš. Načeloma nekdo se vedno odzove. Prva stranka je bil Chris Brown. To je sloviti inženir v Abbey Roadu, to je izjemno poznan studio v Londonu, v katerem so snemali recimo Beatli. On je pa drugače produciral Radiohead recimo, pa še cel kup drugih imen, In Excess med drugimi tudi. Tako da on je bil tisti prvi, ki nam je zaupal, nas je testiral. Nekaj malega je tudi plačal, tako da smo dobili eno lepo potrditev, da nekaj pa smo vredni, da nekaj imamo, in pa cel kup kontaktov in feedbacka, na katerem smo potem gradili in posledično uspeli pridobiti res izjemen arsenal teh svetovnih inženirjev.